Prav lepo pozdravljeni v drugi oddaji Pogled. Tokrat bomo z gostoma govorili o delu misijonarjev na eni strani in delu duhovnikov, ki delujejo na domačih tleh. Oba naša gosta sta se dotaknila obeh služb. Z nami v studiu sta naš sodelavec in voditelj duhovne misli, zelo lepo sprejete oddaje, Janko Slabe. Dobar dan. Ja, dobar dan, Janko. Ter misijonar Janez Mesec. Ja, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni obema še enkrat. Janko, midva se kličeva po imenu. Ja. Kako sta se vidva z gospodom Janezom spoznala? Ja, preko misijonov. Misijoni so bili glavni razlog. Ne? On je že mislil na to, da bo v misijone šel. Potem pa z Karmeljem se je on bolj povezoval. Ne? In je nekako Matanga je kraj, kjer povezuje slovenske škofijske misionarje. Ne? Skoraj vsak škofijski gre preko Matange. To je bil popolni začetek, ko sem jaz prišel. Potem je prišel k meni Janez Karmelj, za njim je on in zdaj z njim je pa že Izidor Grošelj iz Šentlamberta. In vsak ostane 2-3 leta s prejšnjim misionarjem, da se nauči jezika, pa navad, običajev in vsega, pač kaj je potrebno pri delu, pri vodstvu misijona, potem gre pa drugam. Ne? No, Janko, verjamem, da ljudje, ko vas vidijo, vedo, da govorimo o Madagaskarju. Ja. Lahko nekaj več še o tem daljnem otoku? Madagaskar je otok v Indijskem oceanu, torej predvsem je taka zanimiva, pa pomembna stvar obenem, da Madagaskar ni Afrika v nobenem pogledu besede. Čeprav je samo 400 km od Mozambika oddaljen, ampak večina ljudi, ker to so sami priseljenci, ne, so iz Indonezije. Potem je nekaj tudi Afričanov, ampak malenkost, tudi Arabcev nekaj, celo Indijcev, čeprav Afričani, to se vse porazgobijo med malgaši. Indijci seveda pa, Kitajci so pa vsak zase živijo tako, kot pač živijo. Ne? No, potem je pa, torej otok je za 29 Slovenij velik, ima 17-18 škofij, pa približno toliko tudi različnih plemen, čeprav to so glavna plemena. Potem so tako manjša plemena, prav recimo to, kar sem jaz prej pa zdaj Jani, je Rabakara. To je čisto pleme, ampak ker jih je bilo v času kolonije premalo, da bi se registrirali kot pleme, so se priključili potem Antešakom, ampak sami še vedno živijo, mi smo Rabakara. Ne? Vsi na otoku govorijo podoben jezik, malgaški jezik? Ja, to je zelo velika prednost, ker govorijo po celem otoku več ali manj podobno. Je veliko narečij, ampak se da med seboj sporazumeti, ker recimo Slonokoščena obala, potem v Nepalu je bil en misionar tudi, pa marsikje drugod. Sosednje vasi pa se ne razumejo, ne? So razlike. Zdaj, ali so bili to kakšni plemenski spori, da med seboj ni bilo povezave ali kaj, gotovo pa je, da je Madagaskar otok in je zaprt, nima stikov naprej od morske obale. Ne? No, vi ste tudi pravi strokovnjak za malgaški jezik, izdali ste tudi slovarček, kaj ne da? Ja, priročnik, tako to je pač nekako me je prisililo, sam nisem imel namena tega narediti. Ne? Ampak ste? Ampak sem. Razmere so me pripravile do tega, da sem naredil in šele potem, ko je bilo narejeno, sem rekel, če mi prej nekdo to naročil, naredi
Bi rekel, a se ti je zmežalo, kje sem jaz to sposoben narediti. Ampak potem sem pa tudi v pomoči nekaterih misionarjev, pa teh laiških, ki pridejo domov, tako da so eno leto so imeli na preizkušnji knjižico, da so mi potem, recimo medicinci, so mi povedali izraze, ki so manjkali noter, potem Kakšne molitve? Molitve tudi, seveda, pa oratorijanci, no so ravno oratorijanci za pogovor z otroci, za igre z otroci in tako naprej. No, moram si šteti v čast, da takrat, preden je išel ta slovarček, da sem ga kakšno leto prej imel doma, ne? Da sem si ga ogledal, pogledal, kako to izgleda, pa nič pomagal, to je pa tudi res. Korajžo pa dajal. To pa, ne? No, to pa vedno. Janko, da ste lahko to sploh napisali, ne? Ste morali kar precej časa preživeti na tem daljnem otoku. Koliko časa ste preživeli, pa verjamem, da bi še kar, če bi se dalo, kaj ne? Tudi brez zoba, da bi jaz, če bi bil zdrav, ne bil sedaj le tukaj le. Razen, če bi se zmenilo, da grejo skupno dopust, ne. Drugače, preživel sem pa 25 let. Za nobeno leto vam ni žal? Za nobeno mi ni žal. Čeprav lahko rečemo, da ste malce zdravje izgubili. Zdravje sem precej izgubil, zdaj mečken mogoče je slabo po sebi, bi bil kljub temu, Bog ved, bolan. Veliko gotovo sem ga tam izgubil, ampak žal mi ni za nobeno leto, ki sem ga pustil tam, žal mi je pa za vsa leta, ki jih so ostala, ki jih ne moram zdaj tam pustiti, ne. No, smo pa mi veseli, da ste tu med nami, kar je pa tudi lepo. Tukaj se pač tudi skušam znajditi, kakor se pač da, naredim, kolikor moram. Če pa ne moram, pa pravim, zakaj sem pa invalidski upokojence, sem vendar zato, ker ne moram narediti, ne. No. Kako ste se pa vi spoznali z Jankotom? Torej, Janko je bil že znan misionar, pač bral sem njegove prispevke v revijah, v Ognjišču in tako dalje. Ko sem se zanimal za misijone, imeli smo misijonski krožek v Semenišču, tudi že predtem na župniji sem se zanimal za te stvari. Smo spremljali nekatere laiške misionarje, ko so šli v misijo, oni so bili moji prijatelji, naprimer, so odhajali in seveda Janko Slebej je bil znan misionar. In nisem si mislil, da ga bom kdaj tudi osebno lahko srečal, no in to se je pa zgodilo, ko je Janez Krmelj prišel in je prosil za sodelavca, jaz sem bil takrat nekje na eni čakalni listi, namreč prosil sem, da bi šel v misijone, na škofa takrat, na škofa Šuštarja, in v tistem Janez je iskal sodelavca, no tako so me dali potem, no boš pa tega vzel, klele je čaka že nekaj let in sva šla potem skupaj na obisk k Jankotu Slabetu, no to je bilo srečanje, te legende misijonske tukaj za nas in to je velika stvar zame, da sem ga lahko spoznal, ker tudi zdaj na njegove misijonu delam, tam, kjer je on začel, ustanovil, kjer je še ogromno spominov, ljudje vsi ga poznajo tam, tudi glede malgaškega jezika ga še nihče ni presegel, to pravi, to je bil kot malgaš, če se je zunaj recimo Janko slučajno prišel, pa so se pogovarjali z možakarji v hiši, nobeden ni posumil, da pač to je pa en človek, eden izmed nas, recimo, tako odlično je govoril ta antešaški jezik. Torej, lepa popotnica, ne? Poznati Jankota, potem delati tam, kjer je on pustil tako bogate sledove. Zakaj pa ste se, to skoraj vsakega duhovnika vprašamo, vi odločili za ta kar precej zahteven poklic? Za duhovniški mislite ali misionarski oboje? Najprej za duhovniški, ne? Ja, torej, tako je, jaz sem bil celo že v službi 4 leta. Se pravi, sem optik, je bil moj prvi poklic, očala sem delal. Očala si niste sami naredili? Tale mi je že brat naredil, ja, to so že novejše. Sem pa veliko očal naredil v tistih 4 letih na Jesenicah, no potem sem se pa nekje, nekatere stvari v življenju človek pravzaprav razumsko težko, nekako pride en klic, notranji klic v človeka in da pol naredi neko odločitev in gre. In tako je bilo pri meni. Ne vem zakaj, recimo kako bi to razložil razumsko, ampak nekako ena praznina se pojavi in ko pride misel, recimo na duhovništvo, na misijonstvo, nekako se je tam pokazalo kot neka, kaj bi rekel,
neka smer, prava smer, kot neka svetloba. In tako sem se jaz odločil in mi ni bilo nikoli žal za duhovništvo, seveda najprej za duhovništvo. Potem pa naprej spet pride druga misel, ja, kaj pa če bi šel v misijone, tam so velike potrebe, duhovnikov še zelo malo. No in to misel sem potem nekako skušal, sem jo preverjal, sem razmišljal o tem in nazadnje s pogovori, predvsem z nadškofom Šuštarjem, potem z nadškofom Rodetom pozneje, je prišlo do tega, da nekako sem odšel lahko v misijone. Mimo grede, iz kje prihajate? Z Jesenic. Prihajam z Jesenic, ja. Vaše prvo službovanje je bilo blizu Jesenic? Ne, to pa v Črnomlju, na drugem koncu. Je to bila takrat ljubljanska nadškofija še? Tako, to je bila še ljubljanska nadškofija in tam smo poslali, se pravi, iz enega konca nadškofije na čist drugi konec, na jug, bi rekel, sem že kot nekaj pripravil pravzaprav za misijone. Gor ni, ne? Ja, tam ni, pa že malo tako jug, ja, bi rekel, jug, ima že precej je bilo recimo Romov tam, tako čist drug način življenja, pravzaprav kot na Gorenskem, precej razlik je bilo, precej razlik. Ampak je bilo zanimivo, sem bil zelo rad, sem delal tam, zelo sem bil zadovoljen, 4 leta sem bil tam. Župnik, kaplan? Kaplan, ja. Če smem dopolniti, že v Črnomlju je Izidor nadomestil Janeza. Zdaj v Motangi bo spet Izidor njega nadomestil. To je nekakšno redosledje. Ja, tako. Pa je ta žilica, da želite biti tudi misionar, dolgo tlela v vas? Ja, to je bila ena taka tiha želja. Sej, ko sem bil recimo sredi dela v Črnomlju, mladina, verouk, vse to, kar je pač na župniji, to je zelo velika župnija, veliko podružnic. Takrat nisem toliko razmišljal, ravno zdaj pa nekako si sredi dela, ampak nekje v srcu na dnu je pa ta želja, to tlelo, je to gorelo in ko se je pokazala prva možnost, jaz sem skozi trajno sem trkal na škofova vrata, nekako da bi še kdaj bo to, tako potem na misijonskem središču so bili odgovorni tudi za te stvari, ki so gospod Planinšek je bil takrat in tako se je to potem uresničila, ta moja želja pozneje. No, tudi vi ste, preden ste odšli za misionarja, delovali v župniji v Zagorju. V Zagorju 1 leto, torej, ja. oba sta se na nek način srečala z delom kot duhovnika v nekem okolju, kjer je krščanska vera bogata, ima bogato tradicijo. Potem sta pa šla daleč na drugo področje, kjer pa je delo verjetno povsem drugo. V čem se razlikuje delo misionarja v taki netradicionalni krščanski deželi pa delo duhovnika v tradiciji? Ja, jaz bi razdelil delo misionarja na 3 dele. 2 dela sta tako, da je pač doma, recimo čist kot so župniki, kaplani in tako naprej. Potem so misionarji v misijonih v kakšnih večjih mestih, kjer so po šolah profesori in tako naprej. In oni tam potem pač uporabljajo strogo samo tisti uradni jezik. Jaz se spominjam na Madagaskarju, sta bila 2 Francoza, redovnika, ko sta poučevala, ne vem, kater predmet na šoli, vse v francoščini. 48 leta sta prišla dol in 72 leta, ko je bila pa tista revolucija, ko so pa bolj francozi odšli, tako rekoč, sta šele prišla na tečaj malgaščine. Aha. No in potem je pa ta 3. vrsta, kot so z Janetom, to je pa tisti misionar čist direktni, konkretni, ko živiš na podeželju med ljudmi, ko se srečuješ z vsemi problemi, s vsakdanjostjo njihovo, z lakoto, z veseljem, z žalostjo. Torej njihovo življenje dojemaš in ne moreš se naučiti jezika, če nisi pozoren na njihovo življenje, če njihovo življenje zanemarjaš. In jaz sem, recimo, ko sem opazoval misionarje, nekateri, ki recimo niso toliko poznali, je bil precej vzrok, ker se za njihovo življenje niso zanimali. Ker ti moraš, češ nekaj vedeti, ja, to niso, veliko izrazov je, ki niso enaki, ki niso podobni. In jaz danes
Recimo, če se pogovarjamo angleško, se pogovarjamo angleško nemoteno kot slovensko. Če se slovensko, pač slovensko. Ampak prevajati potem, to je pa zelo hudo, zato ker sem jezik dojel v njegovih koreninah in sedaj tega, to je pa težko potem prevesti, če hočeš biti dobeseden. Tako da pri vsakem prevajanju moraš večkrat tako po vsake strani malo postrišti, da poveš približno tisto, kar je misel, vse pove, ampak ne moreš pa to točno tako povedati kot v jeziku. Kako pa vi vidite to razliko? Ja, razlika je, vsekakor je razlika velika. Namreč tukaj je delo nekako tečeno. Pač so tudi navodila iz škofije, potem je nekako župnik, kaplan, se uvajaš. Medtem ko tam je pa precej odprto, se pravi, nekako sam moraš najti tisto, potreb je ogromno in kakršenkoli talent imaš, nekako boš nekaj zaživel, ker tam država pravzaprav skoraj ne deluje, lahko rečemo. Se je žalostno to, ampak je treba priznati in zdravstvo, šolstvo in druge stvari, ko pride lakota. Tukaj vse misionarji prvi za te stvari. Če imaš talent, da boš gradil, boš lahko tukaj se našel. Potem jasno, duhovniško delo je tisto prvo, oznanjevanje, pridiganje, potem pouk, najprej katekistov, potem oni naprej učijo verouk, pač te, ki se pripravljajo, te pripravnike za zakramente in tako naprej. Delo je zelo pestro, veliko bolj pestro kot tukaj. Vožnje, recimo že samo vožnje ti vzamejo ogromno energije, ogromno časa, da nekam prideš, potem prevažamo in gradbeni material, in bolnike v bolnico. Vsega tega, se pravi, delo je izredno pestro. To je dolg čas ni. No, ko prideta takole v daljno, ali pa misionar v daljno deželo, pa konkretno, ko sta vidva prišla, kaj je tisto, kar je mogoče sprva najtežje? Je to oddaljenost od doma, od svojcev? So to ljudje, prebivalci tamkajšnji, njihove šege, navade, mogoče jezik? Janko, mogoče vi najprej? Ja, jaz o težavah pravzaprav se ne upam govoriti, ker jih nisem občutil. Čeprav jih je bilo veliko, Ampak prvič sem prišel v Motango tako na dopust za velikonočne praznike in seveda ljudje so bili veseli, da bojo imeli duhovnika za velikonočne praznike, ki običajno je imel katehist to sam, potem so redovnice bile, In ko so me otroci zagledali oddaleč, šel sem peš zadnjih 10 kilometrov in so me otroci oddaleč zagledali, Montpera, in potem se je zbrala vsa vas in vsi pozdravljali, pokazali čisto veselje in to začutiš, kako te ljudje sprejmejo in zginejo vsi problemi, vse težave, to vse zgine, to nič ne vidiš več, na vse to enostavno pozabiš. No, potem, ko sem pa prišel, seveda se stalno naselil, je bila pa tudi ironija, ko imel sem na izbiro 2 misijona. Na enem je bilo treba graditi hišo za redovnice v Ranomeni, v Motangi torej je bila pa 0. Majhna cerkvica lesena, s pločevino so streho, zakristija, 4x6 metrov približno velika, in to je bilo vse. In torej moral sem se zdaj odločiti, kam bom šel. Nič sem rekel, jaz ne znam zidati, jaz ne znam nič. Jaz bom šel tukaj v to hišco noter, pa tam lepo sedel, pa bojo ljudje prihajali, pa sem pogovarjal, pa jaz bom šel ljudi obiskovati in se bom posvetil samo evangeliju, vse druge stvari pa pustil na miru. Ja, ni bilo, kje pa 1 leto. Prej je ob nedeljah se zbiralo 40 do 80 ljudi k molitvi, potem so imeli duhovnika, pa kar naenkrat 100, 150, 200, 250. In cerkev je bila zdaleč premajhna. Potem kasneje, ko so že na podeželju tudi postajali katoličani, so še oni za praznike prihajali, in ni bilo, nemogoče bilo, ozvočenja ne.
se pravi grlo, kolikor ti grlo da. In potem so me slovenski misionarji zidaj naredi večjo cerkev. Jaz sem rekel, pa jaz nisem zidar. Ne? No in potem je Silvo Česnik, pokojni, je prišel, da mi je pomagal, ko so videli, da se ne upam začeti. Ne? No, sem pa videl, kako stvari tečejo, zdaj pa moram pa reči, da je bila zame skušnjava, ali grem v bogoslovje, ali grem na srednjo tehnično. Ne? Tako da je bila že mehne žilce v meni za take stvari. Sem pa korajžo dobil, pa sem začel najprej cerko delati, nadaljevati, ko je on že začel. Potem on naj bi prišel z dopusta, sem nehal, pa sem Faroš že sam načrt naredil, pa začel zidati. No, potem je pa on zbolel, da se je moral vrniti, ja, potem sem imel pa prosto roke in sem začel zidati. No, in ste potem zidali? Zidal, ker nisem nikoli sanjal, da mi je zidar, ne. No, se nisem jaz fizično zidal, ne, to moram. Ampak pač vodo delo. No, Janko prav velikih težav ni imel, vsaj tako je dejal, ne? Kaj pa vi? Domotožje mogoče? Ne, to ne, ker pač odločitev narediš, odločitev sem naredil, grem. In to je pol taka, tudi ko prideš dol, recimo, v drug svet, taka množica vtisov, recimo že sonce, kako si je čist drugače od severa, od severa si je, ne, ker je, to je čist druga, to smo pod ekvatorjem, že to je prva stvar, ko sem se zjutraj zbudil ob 8, po noči namreč avion pride ponavadi, sredi noči, zjutraj ob 8 se zbudim, je bilo svetlo kot tukaj opoldan, ravno tako visoko je bilo sonce, kot je tukaj opoldne, naprimer, to je bil prvi tak vtis. Potem, ko potuješ dol proti jugovzhodu, vedno bolj vroče, tropska, vlažna klima, potem veselje. No, Janko je omenil ta sprejem domačinov, tudi jaz sem ga bil deležen, res, to mi je dalo veliko veselje, veliko moč. Ko sem poznal včas, so bile težave, kaj bi rekel težave, mogoče, ko ne znaš jezika, ker to traja. Jaz sem šel direktno na misijon, se nisem učil v šoli posebej malgaškega jezika, ampak direktno na misijon. In to je bila, se pravi, sem prišel čist ničlo, nič nisem znal, samo pozdrav, akurijabi, to je bila edina stvar, ki sem je znal. No in potem, tako da po svoje je bila malo težava, po drugi strani pa prednost. Kljub temu, da je bila to malo težava za duhovnika, ki je njegova naloga, da govori, poučuje, pridiga, znajdeš se tam, eno leto nisem mogel nič pridigati, nisem še znal dosti, potem tudi značaje malo odvisno, da premagati tisto, kdaj boš spregovoril. Ampak z ljudje so mi pa ravno dajali korajžo tukaj. Tako da čeprav nekako nisem mogel upravljati normalnega duhovniškega dela, samo tisto, da sem bral mašo, potem že spoved je težava, recimo te stvari. To je težava za duhovnika, ne, ki kar naenkrat pa se znajde v eni luknji. Ampak po drugi strani pa ravno ta odprtost domačinov, ki so me sprejemali, bili veseli z vsako novo besedo, ki sem se jo naučil, pravzaprav so me oni poučevali, otroci na dvorišču. In pa, kot sem rekel, ta sprejem, ki so mi ga na začetku priredili, mi je nekako dajal eno moč v vseh težavah. Pa je razlika, ko gre za sprejem, naprimer moški, ženske, otroci, vsi enako to dojemajo? Torej, ja, to je vse bilo tam pomešano, se pravi, vsak ima svojo vlogo, se pravi, starešine grejo skupaj, korakamo, takole skupaj gremo proti cerkvi, otroci tam levo, desno, ženske zadaj, ta red je, tako da vsi ploskajo, to se dviga prah, to je tako, rekel, res tisto prvinsko, prisrčno veselje, ko vidiš, da ni narejeno, da je res iskreno iz srca. So srečni ljudje, kljub vsemu pomankanju? To vidiš, takrat to se ne lažejo, takrat, ko so srečni, njih ne skrbi preveč prihodnosti in zato so manj obremenjeni, veliko manj. Ni teh bolezni, kot jih poznamo tukaj, raznih stresov, ne vem, kakšnih zaskrb, samomorov, tega skoraj ne vidiš, ker živijo današnji dan in jih jutrišnji dan toliko ne skrbi. Čeprav je stiska, boš videl nasmešek, bo je rekla Kurjabi, carabe, zelo dobro je, to je njihov pozdrav, zelo dobro. No, nekatere šege ali pa navade njihove so mogoče malce v nasprotju z našimi navadami v Evropi. Pa se da to premostiti?
ko mogoče ja. veste, da nekaj narobe delajo, sploh če ljudje to gledamo z očmi Evropejca, ne? Jaz bi tako rekel, najprej, ko pridemo mi tja, najprej se učiš, vse skušati vrednotiti nekako pozitivno, vse gledati pozitivno, vse njihove navade, vse te, recimo najprej moraš to gledati in odkrivati. Če prideš nekako z negativnim, da boš vse nekako ali pa zaničljivo, vzvišeno, boš težko tam obstal, se obdržal. Če pa imaš en pozitiven odnos, potem pa skušaš, odkrivaš razloge, zakaj tako delajo. Seveda so kakšne stvari, ki niso v redu. Naprimer to, da ne hodijo v šolo, da ne pošiljajo dovolj otrok v šolo. Ampak ko spet si tam vidiš razloge, da nekako država ne poskrbi za plače, da ni nič organizirano, da oni rabijo pastir, ta bo šel past, ta bo šla kuhat, imajo neko delo, šolo tudi, če ga pošiljajo tja, vse je zdaj spet po novem, spet poteka vse v francoščini, ki jo niti učitelj ne zna, se pravi, vidiš neke razloge za to. Potem kaj še, recimo zdravstvo, spet zdravniki, ki so, zelo redki so, zdravniki malih je, pa še tisti dostkrat celo žal, kakšni izkoriščajo mal te reveže, tako da spol se zatekajo k čarovnikom. To je recimo mogoče tista najbolj stvar, ki jih nekako drži v tej revščini. Potem so umiranja otrok, porodnic, ker so šli najprej k tem vraču, recimo so se zatekli, to je pač njihova navada od prednikov, oni tukaj čutijo gotovost, nekako tukaj so na sigurnih tleh, če delajo tako, kot so delali predniki. No, na novo se nekako ne upajo spuščati, ampak počas bojo morali, nekako počas gre to, počas tudi prehaja napredek, predvsem glede recimo tega čaranja, potem ko malo teh urokov in tega se malo bojijo, strah jih je, recimo to je malo med njimi. Te stvari so in tega je pa ravno krščanstvo, recimo pa, ki ga mi oznanjamo, ravno ovrednoti vse tisto, kar je dobrega in tisto, kar pa nekako se ne sklada v bistvu samo, pol nekako se čutijo, se to, kar je recimo, da se velika razlikovanja včasih recimo kakšnega zavržejo kot psa, naprimer. To so bile te v tradicionalni družbi pač neki regulatorji, recimo, če se kdo hudo pregrešil, naredil hud prekršek, nekako so morali nekako najti način, da so to kaznovanje in tako dalje. To zdaj pač počasi to prav pod vplivom krščanstva nekako to se ureja počasi, nekako določene stvari same grejo, same odpadejo. Janko, Ja, gospod Janez je dejal, ga zavržejo kot psa. ja. To ste že enkrat povedali, Ja, ampak ja. Zanimivo je to je res nekaj najslabšega, ne? Pes No, je nekaj zelo... Ja, kar? Če smem bi prej razložil besede oziroma iskal besede, težave pa problemi, ne? Ker recimo sam osebno nisem imel nobenih težav, recimo z običaji in tako, da bi me to nekaj bremenilo ali kaj. Seveda zdaj problemov, ko se z ljudmi srečuješ, pa veš, da je nekaj narobe in tako naprej, kako to reševati, ne? Tega je pa na pretek, ne? In prav tak problem je recimo vprašanje psa, ne? Ker če se nekdo sam sebe razglasi, naj sem pes, če te še vzamem nazaj za ženo, pa jo potem vzame, smatrajo za psa njega, njo, ker gre z psom spat, in njune otroke. Prejšnji otroci pa niso. Ne? Pes pa je nekaj zelo grdega za njih, ne? Pes je pa za njih zelo grdo in enkrat so se pričo mene pogovarjali, so rekli, ja, kako to se smo malo čudni, redimo jih, imamo jih, pomagajo nam pri delu, recimo lovljenje divjih prašičev ali pa kaj podobnega, pravi, ampak po drugi strani so pa tabu, ne? So pa umazana žival in tako naprej. In si sami niso znali razložiti. En bogoslovec je delal raziskavo, mislim, da za seminarsko nalogo, in on je prišel do zaključka, da je bil neki pomemben kralj v zgodovini, ki je strašno rad imel svojega psa. In zdaj pa
če recimo jaz nekoga, kaj jaz vem, pobožam ali mu nekaj dam, pa tisti čez en teden umrje, bojo rekli, da sem jaz kriv, da je umrl. In zdaj, če psa pobožaš, pa čez 2 dni pogine, si ti kriv, ker si ga pobožal. In jaz sem enkrat enemu možakarju dal deko in je čez en teden umrl. Mi je rekel katehist, blagor tebi, ker si misionar, ker tebe ne bodo smatrali, da si ga uročil, ko sem mu dal to deko. Ampak, če bi to bil kdo od nas, pa da bi on takole en teden pozneje pa umrl, bi ga sigurno kaznovali za to, ker ga je uročil. Janko nam je ob neki priložnosti povedal, da si včasih vzel tudi nekaj trenutkov za kopanje v morju. Ga tudi vam kaj časa ostane? Torej, zelo rad grem na morje, imamo tudi v bližini tam, imamo dve podružnici, tako da pač večkrat grem tja, še posebej, ko smo tam gradili v tistem koncu, sem bil tudi večkrat na teden in ponavadi si vzamem 15 minut, da se okopam, razplavam in potem naprej. Toplo morje? Ja, temperatura je več ali manj ista celo leto. Se ni bistvene spremembe. Julija je skoraj malo bolj topla je seveda decembra, ko je pa takrat treba zelo paziti, ker je sonce točno v zenitu. Mi smo na 22 stopinj južne širine in imamo sonce za božič točno v zenitu in takrat te pa upeče, v eni uri si kot rak. Rak, ja. Kako ste se pa navadili njihovo hrano, ko ste prišli iz Evrope? Pa mogoče sedaj znova slovensko hrano, ko ste tu na dopustu? Ja, takole bom rekel. Rečeš si, slišal sem, je se riž in pije se riževa voda in to je še malo kakšna zelenjavca zraven, to sem slišal že prej. Ampak če je Janko zdržal 25 let, če je potem Janez Karmel tam že bil toliko časa, 11 let pred mano, če so drugi zdržali, bom tudi jaz, ko sem si rekel. No, ko sem prišel tja, pripravljen sem bil na vse, tudi da bom jedel riž vsak dan, ampak ni bilo treba, ker smo imeli gospodinje, sestre, smo bili na hrani pri redovnicah, potem smo imeli tudi zdaj imamo gospodinjo, kuharcev, ki nam zna skuhati tudi krompir in še kaj ostalega. Na trgu se dobi, kadar je kakšna, recimo, da imajo ljudje denar, da je kaj, da gremo malo boljše v promet, recimo klinčki, kava, te do lokalni proizvodi, takrat tudi se dobi kdo za kolje prešiča in se dobi svinjsko meso, včasih celo govedina, tako da je za preživeti, ni težav, res ni težav. Nikdar nisem imel težav s hrano, ker vse prekuhavajo, tudi če je še tako daleč na podeželju, več ur hoda, te sprejmejo, ti ponudijo. Jaz nikdar nisem imel težav, da bi se kaj imel s želodcem, ker riž je skuhan, meso je kuhano, kura je kuhana, riževa voda je kuhana, prevreta, nikdar nobenih težav. Tudi sama voda, ne? Tudi sama voda. Nekje je bilo celo tako enkrat, da sem potem zjutraj videl, kakšna je bila tista voda, je bila kar rumenkasta. Pač nekaj malo blatna, ampak ker je bilo tako prekuhano, ni mi nič škodilo. Če je stvar prekuhana, pol ni težav. No, če smem dodati, ko si vprašal, če se kaj kopa na morje pa to, ne? Zdaj mi je nekdo opozoril, da se Matanga izredno dobro vidi na zemljevidu Google. Tako da se vse vidi, vse hiše se vidijo na misijonu, poti, tudi tisto kopališče, tisti en tak za temi korali. Tudi za domačine, se domači prebivalci... Ne, oni se grejo samo umivati v sladko vodo, zato ker v morju se ne moreš. Ker tehist enkrat z milom šel v morje, toliko se je stopilo, da si je lasje namazal, potem pa sprat ni mogel. Potem moral pa iskati sladko vodo, da si je sladki vodi, potem pa milo spravil dol. A kopajo se pa ne za užitek? V morju za užitek tako se ne. Otrok že to druga reč, ampak odrasli pa ne. Kaj pa razna želišča, čaji,
je teh pripravkov, kaj je to domačih, to sami misionarji nabirate? Mi nismo nikoli nabirali, to domačini poznajo. Drugače jaz sem kar bolj na kavo zjutraj navajen, medtem ko Janez Krmelj, s katerim smo bili skupaj, pa vedno čaj. Ja. Je bil en domač čaj, so imeli, jaz točno se toliko nisem to zanimal, kakšen čaj je to, ampak obstajajo. Ja, je tudi kar dober čaj. Omenili ste Janeza Krmelja, lansko leto je bil tu pri nas, takrat je bila zelo huda lakota na Madagaskarju. Kako so jo prešli? Je prešla? Zdaj je prešla, ja. Se pravi, lansko leto, zdaj je bila potem že boljša letina 2006. Problem je bil, ker je bilo leta 2005, so bile dvakrat poplave in voda ni odtekla, je dolg časa ležala več metrov nad riževimi polji in to je bila ta težava, da je potem letina riža pač je bila uničena pod vodo. Namreč Matanga, področje Matanga je bilo še posebej prizadeto, ker leži blizu morja, je ravnina in nima voda, kam tam leži, potem počasi se oteka v morje, ampak to traja. To traja in zato je bilo potem, to je bilo kar huda lakota, ki jo ljudje pravijo, da jo ne pomnijo. So bile še kakšne podobne stvari ob ciklonih, kot tudi recimo hud veter, vse tisto zbije dol, kar je užitnega. Potem ravno tako so poplave. No in to smo potem nekako, to ker trajalo. Se pravi, riž, ki bi moral obroditi junija 2005, ga sploh ni bilo nič. Potem je maniok tudi pošel že tamle avgusta, no in septembra smo vedeli, se je pa začelo, niso imeli več kaj jesti, so samo še izkopavali neke koreninice, take na pol strupene. No mi smo tako sprožili nekako akcijo. Slovenija je prva priskočila na pomoč, Radio Ognjišče, misijonsko središče takrat in smo že imeli sredstva, smo takoj začeli akcijo, zaposlili na stotine ljudi, popravljali cesto, tako da so v zameno za to delo so dobivali hrano. Ker ni dobro, da ti začneš kar tako deliti vse vprek, je pač bi vse se zmešali, recimo, če bi kar hrano delili. Če pa delajo, je pa red in smo veliko koristnega naredili, veliko cest popravili, 30 km cest smo v tistem času lakote popravili. Z riž, se pravi s tem, da smo jim dali delo in potem pravično plačilo, riž in je bilo to premoščeno. Potem smo sprožili tudi alarm pri organizacijah UNICEF in tako dalje, še druge te organizacije, ki so človekoljubne in so prišli potem čez kakšne 2 meseca nam pomagati, da so nekako zdravniško osebje in vse to je prišlo potem. A tudi sadja ni? Takrat ni bilo res, tudi sadje pravzaprav ni. Leči, recimo tisto je majčkeno ublažilo, leči je neko sadje, recimo, ki traja 1 mesec in to je toliko, no, ni se ravno za najest. Drugo pa tudi, seveda, ni bilo kaj dosti, no, v glavnem je bila kar huda stiska. No. Teh evropskih sadežev, jabolka, hruške, slive, tega ni? To je pa na planoti. Se pravi, Madagaskar je zanimiv, ima, lahko bi rekel, 3 zelo različne dele. Je zahodni del, kjer je bolj tako puščavsko, vroče, potem je ta visoka planota, kjer imaš jabolka, hruške, krompir, vse te naše kulture, pšenica, kjer je 1500 metrov nad morjem, 1400 metrov nad morjem. No, potem je pa ta vzhodni del ob Indijskem oceanu, tukaj je pa tropsko, tukaj so pa banane, ananas in vse to. Tako da je pravzaprav bogat otok, če bi to znali uporabljati, če bi nekako to s pametjo sadili, gojili, bi lahko veliko predelali. Če bi bila infrastruktura za izvažanje. Ampak tu ste pa verjetno misionarji nemočni proti državi. Ja, torej mi naredimo svoje, kar moremo. Zdaj, hvala Bogu, država majčkeno se že na boljše, gre malo na boljše. Je boj proti korupciji, predvsem pa ceste gradijo, to je tisto. Če ni cest, tudi če imaš ti narediš plantažo nekje, kot je ravno omenil Janko, če ne moreš tega spraviti ven, ti bo propadlo, ne boš mogel tega prodati. Ceste so tista prva stvar, da lahko potem gradiš in bolnice, in šole, in kmetijstvo, da se posvetiš kmetijstvu. Eden od teh znanih graditeljev je pa zagotovo tudi Pedro Opeka, ki je praktično na smetišču s tistimi ljudmi, ampak najprej se je moral navezati z njimi, so ga morali sprejeti, zgradil
naselje, hiše, ampak to urbanizirano, ne, urejeno. Kako mu je to Janko uspelo? Ja, Pedro Opeka je čisto druga sorta v tem oziru, ne? Ker on je še kot majhen otrok, je že najprej letel za očetom, potem je začel podajati opeko, potem je začel pozvati, kako oče malto daje po to, tako da je z njim zidal vse počitnice, je bil z njim. In je bil tako rekoč skoraj rojen zidar, ne? In tudi kjerkoli je bilo potrebno. In seveda potem je na Madagaskarju to še več kot prav prišlo, ne? Najprej že v samem Vagandžanu, ko so misijonsko hišo delali, center ta za Slovence, ne? Potem, ko je prišel gor, ker ko je prišel v glavno mesto, pa v stik s temi ljudmi, ki so živeli na smetišču. Ki so živeli pod kartonastimi barakami. Ali pa največ, to je bilo že blagostanje, pločevina od soda za bencin, ne? Pa kar precej časa je trajalo, da so ga sprijeli, kar nekaj mesecev. Ja, on je imel smolo, ker da so malo pred njim je prišla iz Evrope, ne vem, neka delegacija in seveda država je povsod tam, kjer naj bi ta delegacija se peljala, ljudi, te smetiščarje, barake, so vse pospravili, vse na kamione naložili in odpeljali dobesedno na odlagališče milijonskega mesta, na odlagališče smeti. In seveda potem je Pedro prišel je otroke, da so ga peljali tja, ljudje so se ga bali. So rekli, spet bo nekaj, ne? Spet bo nekaj narobe. In je imel res velike težave, da so mu zaupali. Ampak je pa enkrat dosegel zaupanje, zdaj pa gre, ne? Zdaj pa laufa stvar. Zdaj pa laufa, da mu pomagajo, torej tudi ljudje sami, ne? Delajo, recimo vsak čez more, da zna delati svojo hišo, če ne pa dela nekaj drugega, pa mu drugi hišo zidajo in tako naprej. Ste si ogledali to naselje? Ja, večkrat. Vsakič, ko gremo v glavno mesto, seveda obiščemo Pedrota, kjer smo prijatelji, ker smo pač vsi Slovenci, tukaj ta povezava je. In ja, to je ganljivo, ko prideš tja, to je res, te recimo urejena naselja, potem vidiš otroci v šolah, v vrsti za hrano opoldne, potem recimo nedeljska maša, tam ko se zbere 6000 ljudi iz teh vasic v enem prostoru, to je košarkaška dvorana, tam imajo nedeljsko bogoslužje, to je praznik, to je ganljivo. Še posebej, ko pomisliš, da te ljudje so bili potegnjeni iz smetišča, da mnogo teh otrok bi umrlo, dejansko bi se zadušili noter med smetmi. On jih je pa dejansko potegnil iz smeti, jim dal odraslim delo, otroke v šolo, hiše, se pravi, če so se odločili, da grejo ven iz tega dna, iz tega blata, iz, se pravi, kraje in vse to, kar je bilo, to je povezano vse. In potem so dobili delo, hišo in delajo in so postali pravzaprav ljudje. Pa ljudje tam vedo, da je to Slovenec, da sta vidva Slovenca? Ja, Slovenija zdaj ni tako znana, je pa malo že, zdaj tako počasi, zdaj preko nas zdaj živejo, ja, Slovenija, ki je to včasih bila Jugoslavija, seveda, malo se spomnejo Jugoslavije, potem zdaj Slovenija, nekoliko, ja, nekoliko. No, Pedro je tudi rojen v Argentini, tako da za njega je tudi malo ima tega temperamenta, argentinskega tudi nekaj, tako. Veseljak, ne, dobra volja. Ja, nogometaš. Zelo uspešen. Ja. Ampak se je potem posvetil duhovniškemu poklicu. Ja, ampak je pa nogomet tudi zelo dober za zbirati mladino, ker malgaši zelo radi igrajo nogomet. Mladina, vsaki vas imajo eno ekipo, 2 gola postavijo. Tudi vi igrate? Jaz ne preveč, no, jaz nisem preveč nadarjen za to, ampak jim pa pomagam pri nabavi žog, se pravi, ker težko dobi dobro žogo. Tako da potem, če so pripravljeni, takrat so za žogo, bi naredili vse, pridejo fantje, delajo več dni in potem dobijo žogo.
Kako se reče te vaši vasi? Matanga. 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 In s katerimi problemi se trenutno najbolj soočajo? Kako jim lahko mogoče Slovenci pomagamo? Na kakšen način? Ja, se pravi, lakota je hvala Bogu mimo, to zdaj ni več problem, mogoče morda še bo drugič, ampak zaenkrat zdaj smo se posvečamo kmetijstvu, Izidor Grošelj, tak je zdaj moj, skupaj delava, kaplan, namestnik in bo tudi naslednik potem, ko bom jaz enkrat odšel. On je recimo že prevzel kmetijski projekt, se pravi, se trudi tukaj v kmetijstvu. Potem imamo naslednjo stvar, kjer se trudimo, je zdravstvo. Tukaj bi tudi radi nekaj naredili, ampak to je še bolj za prihodnost. Takoj zdaj letos nekako pa bomo šli kot prva, kot prioriteta v šolstvo. To smo nekako se odločili, da bomo šli v misijo, da bomo zgradili misijonsko šolo. Misijonsko se pravi, da bomo mi odgovorni za to šolo, sestre, redovnice, ki so na misijonov, jo bodo vodile in plačevali učitelje, neka taka minimalna šolnina bo. In da bo to privat šola, bi lahko rekli, no tako, ker zdaj to smo videli, da je prišel čas, da gremo v to, ker državne šole, žal je tako, da je tukaj, da ne gre in zdaj bomo mi šli v to, v šolstvo. No in klele bo pač potem dobro, recimo, tukaj bi lahko pomagali, zdaj za šolo denar smo dobili, to imamo, tukaj to imamo sedaj, je bila velika akcija, zato v prihodnosti, če bo kdo pripravljen, recimo podpirati kakšnega otroka, ker če imaš privat šolo, šolnina mora biti, recimo, ker za plače učiteljev in tako dalje, nekaj šolnine bo treba in bojo pa nekateri reveži, recimo, ki mogoče bi radi šli v šolo, pa ne bojo mogli si privoščiti tiste 2 evra ali pa kolikor bomo dali šolnine, ne vemo, še nismo se še odločili, ali bo 1 evro, 2, kaj tacga. Da bi recimo, ali bo kaj več, se pravi to, tukaj, če bo kdo recimo pripravljen pomagati tem otrokom. In to lahko pomaga preko misijonskih pisarn? To preko misijonske pisarne. Kje pa, Janko, za to lahko ljudje izvedo, kje delujejo te misijonske pisarne? Torej, misijonska pisarna, čisto konkretno, ki obstaja, je blizu, ko prideš iz tunela ven, pri Streliški cesti, ali ulica, kaj je. Tam je konkretno pisarna njihova. Ampak drugače mislim, da je v družini je njihov naslov, potem misijonsko obzorja, ker jaz ne pamet pozdali njihove številke, ne vem. Drugače pa lahko to zvejo v vsakem župnišču? V vsakem župnišču lahko zvejo za številko, za naslov misijonske pisarne. Obstajajo tu mogoče tudi, to je v zadnjem času kar precej običajno, razne posvojitve nadaljavo. Je to tukaj tudi možno? Ja, s tem smo zdaj, se pravi, pri nas na Madagaskarju še nismo začeli. Za druge države afriške to že poteka, dajo 21 evrov, 20 evrov, imajo 9 evrov nekatere. Odvisno, kje šola stoji. Če je šola na podeželju, je manj, je lahko zelo nizka, če je šola v večjem mestu, potem je pa tukaj hrana, je veliko stroškov, imajo starši, tako da to tudi zdaj začenjamo. Je v Radomeni že? V Radomeni, ne vem, uradno mislim, da še ni. Uradno še ni preko misijonske. Nekdo mi je rekel, da začenjajo. Začenjamo in ravno se dogovarjamo, koliko bi bil ti znesek mesečni, za enega otroka in tukaj se še nismo čisto dogovorili, zato je to mečken še. Zdaj jaz tukaj nekaj imam prošen dekelc, ki že hodijo v šolo, da bi se jih podpiralo in se pravi, to je še bilo v okviru našega misijona, nismo še v zvezi z misijonsko pisarno, ker tam središče pa želi nekako poenotiti, da bi pol dal ven, recimo toliko in toliko je prispevek na mesec recimo. In to še ni dogovorjeno, ampak če pa bi kdo želel pomagati recimo nam v Matangi, pa lahko direktno nakaže, recimo misijonsko središče, želim pomagati Matangi. In potem vi dobite ta denar in se potem tisti družini oziroma ga porabite tam, kjer je pač potrebno. Tako kot je pač po namenu tega, ki je ta, če želi dati za otroka, ali da za vse otroke, za šole, če pa želi za konkretnega otroka, pa tudi lahko recimo se odločimo tako. No, omenili ste že, da boste kmalu dobili naslednika Izidorja Grošlja. Kam odhajate, kdaj?
Torej, sosednja župnija Vaganjano, ki je središče tistega južnega dela, tam, kjer so vse te službe, se pravi, gre za neko upravno središče, se bo izpraznila. Domač duhovnik, ki je zdaj tam, bo šel študirati v Evropo, in takoj po veliki noči sem dobil sporočilo od Izidorja, da po veliki noči me škof že prestavlja v ta kraj Vaganjano. S tem pa, da je to samo 30 km oddaljeno od sedanjega, od Matange, tako da ko bo Izidor na dopustu, Izidor bo tudi v tem času, zdaj maj, juni, bo prišel na dopust in bom jaz to oba misijona upravljal pravzaprav. Na dopust, kako vam pa pripada dopust vsake? Ja, bilo je do nedavna na 3 leta, zdaj pa mi začenjamo počasi na 2 leti, za 2 meseca. Za 2 meseca. On je tako 2 leti zdaj iz Matange so upravljal v Vaganjano. Zdaj pa iz Vaganjana pa 2 leti so upravljal v Matango. In to se je zgodilo zato, ker je Klemen Štolcar bil župnik tam, ga je pa škof imenoval za generalnega vikarja pa stolnega župnika. In zdaj pa pač treba za Vaganjano nekoga in je Janica določil za tja. No, za konec, kdo je lahko misionar? Je to lahko le duhovnik? Ne, to je lahko tudi laik, se pravi misionar, ampak če je res, recimo, da ima to ime misionar, se pravi, da gre kot misionar, pomeni, da gre za 3 leta. Če se odloči, da gre za 3 leta, potem se najprej pridruži skupini, ki je ravno tako na misijonskem središču, se srečuje ena taka skupina teh mladih, ki želijo darovati 3 leta za delo v misijonih. In potem je poslan kot misionar. Drugo je pa, ko prihajajo prostovoljci za 1 mesec, 3 tedne ali pa turisti. Tudi prihajajo turisti? Tudi prihajajo, se pravi... Ampak jih zaposlite? Odvisno. Zdaj, iz Slovenije zdaj kar prihajajo, recimo še posebej zdravniki na oddelku tropske medicine, pridejo pomagati, bila sta tudi 2 zobozdravnika, pred kratkim sta v enem dnevu v Matango sta prišla za 1 dan in sta spolila 150 zob, kot zanimivost. Recimo, te stvari so, je zelo lepo, dobrodošlo, samo po drugi strani spet mi se s tem ne morejo veliko ukvarjati. Recimo, mi nismo pač hotel, mi nismo turistični vodiči in vsak ga sprejmemo, samo ne moramo pa obljubiti, da se bomo pa mu posvetili, pa ga vozili po razne znamenitosti, ker nimamo časa. Zato pa res nimamo časa. No, Janko, to smo ob neki priložnosti vprašali, če je imel kakšne želitvene ponudbe, ne? Kaj pa vi? Ne, nisi še vedel, ne, to pa še ne, zdaj pač. Sicer tako, zdaj, na Madagaskarju, seveda, če je belc tukaj, to pomeni, da si iz nekega druge sveta. Če bi iskal ženo, žensko, bi jo verjetno dobil, ampak seveda naš namen, ko si pa misionar, duhovnik, je tam z drugimi nameni in smo pač v službi teh ljudi, pač prišli smo, da jim delajo za njihovo dobro in to je naše delo, je to. Če smem, o turistih, ker je zdaj 14 tedne tega nazaj, sta me 2 prosila za priročnik, ki gre sto dol na dopust. Torej, tako čisti izven misijona. Res dobro, da ste priročnik spisali. Kar prav pride za taka toliko časa, ne? Tudi vam? Ja, sem ga pogledal, še posebej pa Izidor. On je pa ta priročnik, to je bila edini učbenik, ki ga je uporabljal, je bil ta Jankotov priročnik in je dobro govori malgaško. Dobro, zdaj 2 leti je, se pravi letos bo 2 leti, kar je prišel, pridiga, upravlja vse delo, zdaj je tudi tam sam na misijonu, ta moment, ko sem jaz na dopustu. Se pravi, da je odličen priročnik. Ohranjate pa tudi slovenski jezik, vi zelo lepo govorite, torej tudi zato ostane nekaj časa. Ja, ker jaz nisem bil še na misijonu pravzaprav sam, da bi se znašel sam, tako kot Janko, naprimer, da bi bil sam, ali pa kot mnogo drugi misionarji, ampak vedno sem imel kolega Slovenca, tako da pravzaprav morda je bil par dni, da nisem govoril slovensko, ko sem šel na turnejo, mogoče 1 teden, potem pa smo spet bili po povezanosti s kolegi,
tako da slovenščine nekako nisem še pozabil zaenkrat. No, lepo. Obema se zahvaljujem za to, kar sta povedala. Janko, mi se bomo zagotovo še srečali v telem studiu ali pa na kakšnem snemanju na terenu. Ko je. Srečno vrnitev nazaj. Hvala lepa. Bi še kaj povedali? Hvala lepa, ja. Zahvalil bi se najprej vam, pa gospodu Jankotu za vabilo v to oddajo, potem pa tudi vsem gledalcem, poslušalcem v Sloveniji, ker res mi smo deležni velike dobrote iz Slovenije. To je res, včasih se res čudimo, koliko dobrote je še v Sloveniji. Ko je bila lakota, tako je bila pomoč v trenutku, da in dobili smo lahko takoj začeli delati. Zdaj, ko je bilo za zbiranje, za šolo in tako naprej, se pravi, nekako slovenski misionarji, tisti, kdor prosi, dejansko dobi tukaj v Sloveniji. Nismo v to stiski, tako da imamo. Potem pa ta duhovna podpora, molitev, potem darovanje bolnikov po domovih, po bolnicah, se pravi, hvala res vsem, ki nas imajo v mislih, v molitvah in tako. Hvala lepa vsem. Naj tako ostane. Ja, Hvala vama še enkrat. Hvala pa tudi vam za pozornost, če ste bili z nami. Lahko noč.